Dragi prijatelji, Bog daj iz štajerskega konca. Bog daj. Nahajamo se na avtocestnem križu v Slivnici, kjer vse poti vodijo na razne konce Slovenije in pa tudi v Rim. V teh časih, ko se moramo zadrževati doma, je to edino, kar še lahko imamo od naše narave, da se sprehodiva ali gremo na kak potep s kolesi oziroma s skiroji, kot smo danes. Na praznik, ki je za nami, nedelja vstalega Kristusa, nama je dal novih moči, nove volje, novih pogledov, s katerimi skušava preživeti te dneve. Resnično se držimo doma, ne hodimo od doma. Rebeka dela od doma, kakor že prej. Jaz delam tudi od doma, ampak kot delno pedagog, delno gospodinja. In tudi sedaj opažam, koliko dela je imela Rebeka pred to karanteno. In sedaj vidim, kaj vse je morala oddelati poleg svoje službe v gospodinjstvo, šolstvo. Sedaj se skušam truditi in tukaj vstopiti, ker pač imam čas. Je pa tudi res, da po tolikšnem času, ko smo doma, nas tudi načenjajo malo živci, potrpežljivost, tudi prihaja do raznih kratkih stikov, prepirov, nesoglasij. In kar se mi zdi dobro, je to, da lahko prepire, nesoglasja razrešimo, saj ne more nihče nikamor. Je pa tudi zelo pomembno, da lahko vse te grehe, ki jih napravim čez dan, položim večerno družinsko molitev, ki je stalnica že od prej, sedaj je postala samo še globlja in bolj okrepljena. Tukaj najdemo novo moč, nove poti za nov dan. Jezus nas s tem navdušuje, kakor nam tudi govori v današnjem evangeliju. Poglejte moje roke, poglejte moje noge, tukaj sem. S tem se mi zdi, da nas nagovarja, da nič ni tako groznega, da ne bi mogli priti čez to. In pa kar je najpomembneje, govori nam, glej, tukaj sem, me boš slišal, me boš videl, me boš sprejel. Z veseljem se zatekam k njemu, ker mi svojo milostjo in ljubeznijo pokaže pot, resnico in pa tudi življenje samo. Amen. Amen. Ne vem sicer, kaj za ne amen pomeni, da moram končati, zaradi tega, če vam še izdam eno skrivnost. Tukaj sva se usidrala, zakempirala, ko je bil sončni vzhod, žal ga nisem posnel. Lahko vam pa posnamem utrinek te stotinke, pred nama je čudovit sončni zahod. Sicer ne vem, kaj to pomeni, ampak tukaj sva. Priprave so bile dolge. Priprave trajajo, tako da to niso stotinke, ampak so pa čudovito preživeti čas z mojo ženo, z mojo družino, otroci in pa seveda z najbistvenejšim članom, Jezusom. Zato nikar ne bodite slabe volje,
Vztrajajte, ne vdajte se, tudi Jezus se ni. Večkrat je padel pod težkim križem, ampak je premagal vse. Tako bomo tudi mi. Želimo vam vse dobro in želimo tudi, da bi se čim prej videli in si stopili v objem. Dragi prijatelji, ostanite doma, ostanite zdravi. Pa srečno iz Štajerskega, čuj.